kva tale dec dela, ne. A mi že go kar takole pustil. Bo! Fak, res ga bo tako pustil. Danes grem pa za minutko v marino, da vidim, če je tukaj kakšna beštija. Ok, na tej strani nič pretresljivega. Čau! Seveda lahko. Kaj pa ti počneš tu? Sem stevardesa na jahti in danes odplujemo. Kaj draj objavljamo? Ja, seveda. A že bi to? Martina. Kar se pa avtov tiče, dobro, in Cayenne Turbo. To je tudi neki. Za druga runda. Vidiš, zdaj poteka predstavitev avtomobila in ena izmed prvih stvari, ki jih gospod poudarja, so spremembe, ki so jih naredili v primerjavi s prejšnjo generacijo. Ta prva stvar, ki je recimo omenil, je to, da so bili prej razmaki med določenimi deli karoserije široki do 6,5 mm, zdaj so pa to zmanjšali na 5 mm. Vidiš, zdaj je omenil pa točno to, kar sem že včeraj povedal, da je kabina bistveno tišja, predvsem pri avtocestnih hitrostih. Zdaj pa razlaga, da ima Fiesta 15 različnih sistemov, ki pomagajo vozniku, tako ali pa drugače. No, to je pa Robert. Robert je eden od oblikovalcev, ki so delali na Fiesti. In ta prva stvar, ki je poudaril, je to, da gre pri obliki Fieste bolj za evolucijo kot revolucijo. Mislim, saj to je jasno, kaj avto pogledaš. So the challenge is to draw an everyday object. It doesn't matter what. It can be, I don't care if it's a tree or if it's a house or a phone maybe, but it has to incorporate the design philosophy of, let's say, the Ford's Fiesta's interior. Rekel sem ga malo presenetil, pa se je odločil za telefon in zdaj bo probal to narediti. Unusual to draw a phone. That's not my daily business. Dec je narisal telefon, odločil se je za tako dvobarvno izvedbo, vidiš? Ne sprejmemo ali ne sprejmemo? So rekli čista zadnji boks na levi. Lega, a veš čigav konj je tale? Od kraljice Elizabete. I shit you not. Zdravo. Malo narodno. Kaj pa tako ne zna, da to rekord za mano? Ja, ne ve, da Desno dol, desno dol, gospod. Tega, čakaj. Tega ne vem, ne zna, da mu pomagaj. Če bi bil jaz on, bi mi bilo zelo narodno. Desno. Da preverimo, kaj za ta ST-line zmore v vinkih. Jaz sem drugačno turistka, pa tega tu nisem doživela. In tako se je zaključila tale predstavitev Fieste zame. Ostali novinarji so šli sicer še v Ljubljano. Vsilo v mestu pa malo druženje. Jaz sem moral ta del spustiti, zato ker imam še kupenih opravkov. Danes med drugim tudi vrnem Citroena, pa prevzamem en drug avto. Tako da, to je to. A pa še ena zanimiva stvar moram pokazati. Če že govorimo o tem, da avtomobilske znamke vse pogosteje Slovenijo izkoriščajo zato, da tukaj pridejo te razne car launche, predstavitve. In potem tak hecen naključje, da Ford tokrat ni edini, ki se je za to odločil, zato ker tukaj le par metrov stran, kjer so bile parkirane Fieste, najdemo tele avtomobile. To je Renaultov pick-up, imenuje se pa Alaskan. Alaskan, ali tako Slovenci rekli. Kakle veter piha in je podrl tele table, ne? Lahko pogledamo, kje se pa oni vozijo. Vidim letališča, klasična gorenjska ruta do Bleda, pa pol tukaj do Bohinjske Bistrice. Zdaj pa preden grem domov, se posvetim še Citroenu. Jaz mu rečem kar celi, zato ker, ne? Je pa tako, da vsebine tega avtomobila ne bom dal ta vlog, ki ga ravno kar gledaš, ker bi bilo pol vse skupaj malo predolgo, bom en drug dan to objavil, prav? Citroena Celis je vrnil, pobral pa tegale. To se pravi, ta nova petka, Caravan 530 dizel z 4-kolesnim pogonom. Pa sem pa kema še kakšen kos M-opreme. Pa ravno kar sem z obiska optike Felix, to je tukaj super novi na Rudniku, da me s Feltniku prasko tukaj, ki je malo prelsko, zato ker so mi zamenjali šipce na sončnih špeglih. Je tak totalni revelation, ker naenkrat vidim tudi sončnimi špegli. Prej je bilo skos meglet. Veš, kaj pa fajn pri teh avtih, ki so malo dražji, ne? Pa imajo take stvari tudi, ki ti res prav pridejo, ki je vroče, recimo hlajenje sedežev.